Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dober večer. Dovolite mi, da vas v imenu Koroškega pokrajinskega muzeja in posebej tudi muzeja Ravne na Koroškem najprej lepo pozdravim. Poseben pozdrav namenjam avtorjema gostujoče razstave, arheologoma, magistru Mihi Mlinarju iz Tolminskega muzeja in doktorju Boštjanu Laharnarju iz Narodnega muzeja Slovenije. Med nami pozdravljam tudi direktorico Tolminskega muzeja, gospoda Damjana Fortunat Černilogar. Praznovanje 400-letnice jeklarstva v Mežiški dolini, torej začenjamo v sodelovanju s Tolminskim muzejem in odprtjem izjemne arheološke razstave, ki je nastala v sodelovanju Tolminskega muzeja in Narodnega muzeja Slovenije in je bila nagrajena tudi s priznanjem Slovenskega arheološkega društva. Avtorja nas z razstavo popeljeta na severozahod Slovenije, v predalpsko hribovje in sicer na slikovito Šentviško planoto, ki se ponaša z izrednimi naravnimi danostmi ter kulturnimi, etnološkimi in drugimi posebnostmi, saj je bila poseljena že v starejši železni dobi. Avtorja nam to kraško planoto na zanimiv način predstavita v različnih arheoloških obdobjih in ob tej priložnosti bi se želel obema zahvaliti, saj sta s svojim izjemnim strokovnim delom obogatila tudi naše znanje in vedenje o tem nekoliko odmaknjenem delu Slovenije, a vendar izredno lepem. Ob koncu te kratke uvodne besede naj dodam, da nam večstoletna tradicija železarstva in jeklarstva na Koroškem, zlasti v Mežiški dolini, kot pomemben povezovalni element med ljudmi našega kraja nalaga, da tako častitljivo obletnico, kot je letošnja, obeležimo na primeren način. Ob tem naj povem, da bodo današnjemu odprtju razstave skozi celo leto 2020 sledili tudi drugi kulturni in podobni dogodki in tej priložnosti že vnaprej vabim, da se udeležite v čim večjem številu. Ob koncu se vsem zahvaljujem za obisk nocojšnjega dogodka in vam želim, da bi v prijetni družbi preživeli lep in zanimiv večer. Zdaj pa vabim besedi kolega Miho iz Tolminskega muzeja. Hvala lepa za lepe besede. Vsi prisrčno pozdravljeni tudi v našem imenu in v imenu Tolmincev, ki smo prišli na severozahoda proti severovzhodu. Kar dolgo je ta pot, ampak vseeno nas kar nekaj stvari tudi povezuje, nas kar nekaj stvari veže. No, če na začetku lahko poudarim, da se tudi jaz zahvaljujem tudi tem, ki so bili glavni, bomo rekli, krivci, da je ta razstava naša pripotovala tudi k vam na Ravni na Koroškem. To je bila od začetka gospa dr. Odarjeva, Karla Odar,
ki je videla to razstavo v Tolminskem muzeju. Ona je bila prva, ki je videla, da je kar nekaj teh povezav, kar nekaj elementov, ki so nam skupni, in seveda te elemente je potem prepoznala tudi arheologinja Anja Mihrič iz vašega muzeja, in potem smo skupaj pripeljali oziroma pretovorili to razstavo s Tolmina ravno na Koroškem. Kot sem rekel, teh povezovalnih elementov med Mežiško dolino in pa Tolminsko je kar nekaj. Zdaj na Tolminskem se to železarstvo ne vidi, tako kot pri vas, oziroma ga lahko samo slutimo, ampak vseeno so na to železarstvo naleteli arheologi med raziskavami, recimo tudi Šentviške planote, tako da to so direktni, bomo rekli, stični elementi med Koroško krajino in pa Tolminski. Namreč tudi na območju Šentviške planote, kot tudi na območju recimo teh prelazov, ki povezujejo Tolminsko in pa Bohinjsko, so pred ne desetletji, ampak pred stoletji kopali železovo rudo, in to kar izgleda v zajetnih količinah. Del te železove rude lahko še danes pobiraš, če imaš srečo in jo dobiš na določenih nahajališčih. Sicer pa sem rekel, z moderno železarstvo pa z Tolminsko nima nikakršne povezave, tako da je treba iti to iskati v arheološke dobe. Pa še ena zanimiva povezava se nam je utrnila, namreč v Tolminu oziroma na Tolminskem grobišču je bil v enem izmed grobov iz 7. stoletja pred Kristusom, oziroma kar že starejši, mogoče z začetka 8. stoletja pred Kristusom, odkrit tudi železen nožek. Ta železen nožek je izredno zanimiva najdba, se gre za najstarejši sploh železen predmet, ki je bil odkrit na območju današnje Slovenije, ob nekaj najdb, ki so bile odkrite na območju Krasa. Spravi, gremo za železarstvom lahko že zelo nazaj, oziroma s to povezavo, ki je značilna za vašo krajino zadnjih 400 let, kot smo slišali. Sama razstava pa sicer govori tudi o drugih momentih, ki so pomembni za raziskovanje tega območja, ki leži med dolinama reke Idrice in pa reke Bače nad mostom na Soči. Namreč, kot je rečeno že bilo v besedi, oziroma kot boste lahko videli iz razstave, gre za zaledno gospodarsko območje nekdanjega mosta na Soči. Most na Soči kot glavne cvetoče naselbine, oziroma tudi največjega in najpomembnejšega središča kulture, železnodolne halštatske kulture, ki je tudi po mostu na Soči dobila poimenovanje kot svetolucijska kultura. Zdaj te raziskave, ki so bile opravljene recimo v zadnjih 20 letih na Šentviški planoti, so lepo pokazali, da lahko prvo zaledje oziroma najbližje zaledje, gospodarsko zaledje mosta na Soči iščemo prav na območju Šentviške planote, kjer smo ga tudi dobili. Spravi, ne gre samo za železarsko zaledje, ampak lahko gledamo to zaledje tudi kot zaledje za ostale gospodarske panoge, tako sadjarstvo, predvsem pa verjetno živinorejo in pa poljedelstvo. Sama razstava da poudarek tudi, tako kot je že v samem imenu povedano, na kultno krajino, namreč na sami Šentviški planoti so arheologi identificirali dve kultni mesti, se pravi dve mesti, kjer so pred več kot 2000 leti domačini, pa ne samo domačini, tudi ostali verjetno prihajali in pa darovali nekaterim božanstvom določene darove. Nekatere darove si lahko gledate tudi gor v prvi vitrini in pa drugi vitrini na desni strani, kjer sta prikazana ta dva tako imenovana kultna prostora, kultna mesta, oziroma enostavno bi temu povedali, lahko rekli kar svetišči oziroma svetišča v naravi, ki pa sta takrat bila verjetno res pomembna, ne samo kar se tiče Šentviške planote, ampak sta verjetno bila kar ena izmed pomembnejših svetih središč ali pa svetišč na celotnem tem prostoru. To nam v bistvu kažejo predvsem najdbe,
te darovanske najdbe, ki so jih ljudje kot darovi prinašali in pa darovali, kot smo rekli, tem nam neznanim danes božanstvom. Gre pa verjetno tako za moške darovalce kot ženske darovalce na tem prvem svetišču na vrh gradu pri Pečinah, na tem jugozahodnem robu Šentviške planote, medtem kot drugo svetišče je pa malo drugačno od tega prvega, namreč gre pa za to predkrščansko svetišče, ki je bilo verjetno namenjeno predvsem ženskim darovalcem in zato tudi božanstvo, ki ga tam iščemo, je verjetno v neposredno povezavi z ženskimi sferami, z ženskim božanstvom. Vse to je trajalo do rimske, okupacije tega območja, tega prostora. Ponekje se ta svetišča sicer redko kje nadaljuje tudi v poznorimski ali pa porimski čas, gotovo gre pa za predslovanske najdbe oziroma predslovanska svetišča. No, vemo, da tudi Slovani, ki so prišli k nam malo bolj pozneje kot na Koroško k vam, verjetno ob koncu 7. začetku 8. stoletja, tudi ti niso imeli še krščanskega boga, ampak so tudi ti še verovali v svoja božanstva, katerim imena vemo, ne vemo pa, kje so, vsaj na Tolminskem ne vemo, kje so bila ta mesta, kjer so te božanstva častili. To zgodbo končujemo potem z krščanskimi središči, krščanskimi svetišči na Šentviški planoti, ki so potem zamenjala to, bomo rekli, predkrščansko tradicijo kultnih mest, seveda tisto izjemno, oziroma najpomembnejše, tudi prvo svetišče, središče, ki je obvladovalo od 11. stoletja ne samo Šentviško planoto, ampak tudi Idrsko in Cerkljansko, se je oblikovalo v Šentviški gori. Samo ime pove, da gre za svetega Vida, ki ga je ta prva cerkev na Šentviški planoti imela tudi v svojem imenu, oziroma gre za prvo faro, ki je, kot smo rekli, pokrivalo to širšo območje, ne samo Šentviško planoto. Vemo pa, da sicer najzgodnejše krščanske najdbe se pri nas so že predslovanske najdbe, tudi krščanske najdbe, krščanske središča. Eno izmed takih je bilo raziskano na Tonovcovem gradu na Kobaridu, če vas bo pot zanesla kaj, ne samo na Šentviško planoto, tudi na širšo Tolminsko. Imate veliko možnosti za lepe oglede, eno izmed teh zelo zanimivih arheoloških središč, ki so delno tudi predstavljene javnosti, je tudi ta Tonovcov grad nad Kobaridom, kjer so bili raziskani ostaline kar 3 cerkva iz 5. do 7. stoletja, oziroma konca 4. stoletja pa do začetka 7. stoletja. In to gre za tisto pramatico tolminskih cerkva. Sama prafara slovanska pa se oblikuje potem v Volčah. Gre za prvo in edino prafaro, ki je bila pri nas. Gre za prafaro iz verjetno začetka 10. stoletja. Kot sem rekel, njena naslednica na Šentviški planoti je bila pa potem cerkev svetega Vida, ki je obvladovala skozi 200, skoraj 300 let, kar velik teritorij, ne samo Šentviško planoto. Upam, da vam bo kaj ostalo od te razstave zapisanega v srcu, sicer pa vseeno še enkrat lepo vabljeni tudi na naš prostor, kjer, kot je že bilo povedano, ne gre samo za lepo oziroma otipljivo bogato kulturno dediščino, ampak gre prav tako za izjemno lepo, tudi otipljivo, tudi mrzlo, hladno, ponovadi, tudi to naravno dediščino, ki jo lahko poskušate tudi v reki Soči ali pa drugih potokih, ki vemo, da se tudi čez poletje ne ogrejo čez 17 in 18 stopinj. Tako da v vročih poletnih mesecih je prav gotovo lepa ta osvežitev v reki Soči. Osvežitev tudi na ostalih manifestacijah, ki jih predstavljamo. Tudi recimo Šentviška planota je postala poznana tudi po gori Roka, tej Rok manifestaciji, neka protivtež tej veliki tolminski
metal kampu tolminskemu, ki je malo drugačna glasba, ampak vseeno gre za glasbo, ki je popularna, ki jo poslušajo še vedno mladi, kar je razveseljivo. In delček tega lahko spoznate tudi ne samo v Tolminu, ampak tudi na šentviški plenoti. Lepo vabljeni v naš konc in hvala lepa še enkrat vsem skupaj za povabitev in vabilo in pa lep večer še naprej.